Nekateri primeri pogrešanih oseb so rešeni v nekaj dneh, če ne celo urah, in oseba se varno vrne domov. Nekateri primeri pa postanejo izjemno zapleteni zaradi informacij, ki pridejo na dan šele kasneje, zato ostajajo nerešeni še danes. Številka 10. Nihče ni imel stika s 36-letno Tamara Dawn Hill, ki prihaja iz Ocean Shoresa v Washingtonu od 3. marca 2026. Po temeljiti preiskavi zdaj verjamejo, da je imel njen fant prste vmes pri njenem izginotju in so ga pridržali. Njen fant Kendrick Bruce je prvič postal osumljenec zaradi dejstva, da je bil zadnji, ki so ga videli z Dawn na dan njenega izginotja. Ko njena družina ni mogla priti v stik z njo, so govorili z Bruceom, ki jim je povedal, da nista več v zvezi. To pa nekaj dosti zmanjšalo njihove zaskrbljenosti, saj je Dawn vedno v stiku s svojimi bližnjimi, od takrat pa se jim ni več oglasila. Prav tako verjamejo, da Bruce nekaj skriva in upajo, da bo resnica s časoma prišla na dan. Ko do 1. aprila ni bilo nobenega sledu o njej, je njena družina obvestila policijo in prijavila njeno izginotje. Preiskava se je začela takoj, eden prvih korakov pa je bil preveriti njeno aktivnost na mobilnem telefonu. Ugotovili so, da je bil njen telefon nazadnje aktiven v bližini Northwest Track Wildlife Parka, ki je 24 mil oddaljen od kraja, kjer so jo nazadnje videli v družbi Brucea. Nadaljnja analiza je pokazala, da je bilo 28. marca, skoraj mesec dni po njenem izginotju, z Dawninega Cash appa na Bruceov račun v Cash appu nakazanih 150. Med prvo iskano akcijo so njen avto našli zapuščen, približno en blok od njene hiše. Ob pregledu pa so policisti v njem našli njene bančne kartice in raztrgano fotografijo Dawninega sina. Ko so preiskali Bruceovo vozilo s pomočjo kinološke enote, so psi zaznali prisotnost nečesa pri zadnjih vratih, na zadnjih sedežih in v prtljažnem prostoru vozila. Zato so ga aretirali in obtožili umora 1. stopnje, 2 točk kraje identitete 2. stopnje ter nezakonitega odlaganja posmrtnih ostankov. Na internetu je opravil tudi nekaj zelo zaskrbljujočih iskanj, saj ga je zanimalo, kako nekoga onesvestiti, koliko časa traja, da se začne razkroj in kako očistiti biološki material iz preproge. Iskal je tudi informacije o mrliški okorelosti. Dawnino stanovanje je bilo preiskano šele 20. maja, vendar je preiskovalcem zagotovilo še več dokazov proti Bruceu. Našli so več območij z biološkim materialom, nadaljnja analiza pa bi razkrila, komu je pripadal. Zaenkrat je Bruce pridržan z 2-milijonsko varščino, medtem ko čaka na zaključek preiskave in prihajajoče sodne obravnave. Dawnina družina jo opisuje kot osebo z rjavimi lasmi, pobarvanimi na rdeče in modrimi očmi, visoko 173 cm in težko 68 kg. Na nogah, rokah, hrbtu in prsih imate tovaže, ki bi lahko pomagale pri njeni identifikaciji. Če imate kakršnekoli informacije o tem, kaj se je zdobilo z Dawn ali podatke, ki bi lahko pripeljali do njenega izsleditve, vas prosijo, da kontaktirate policijsko upravo v Tacomi na številko 253 287 4455. Številka 9. Dnevi pred izginotjem 25-letnega Saviona Andersona vsebujejo nekaj zelo nenavadnih in zanimivih podrobnosti, od katerih bi nekatere lahko razkrile, kaj se mu je zgodilo. Toda zaenkrat preiskovalci obupano iščejo dodatne informacije o njegovem primeru, saj ga še niso našli. Junija 2026 je bil Savion član vojske in bil je nameščen v Fort Braggu v Severni Karolini. Poročen je z Jasmine Mowry, ki je noseča in naj bi rodila avgusta. Par živi v Fayetteville, vendar je Savion od začetka leta 2026 živel v vojašnicah, saj je Jasmine proti njemu vložila zahtevo za prepoved približevanja, potem ko sta imela, kot je opisano, družinski prepir. Omeniti je treba, da je bil primer medtem na sodišču zavrnjen in da sta uspela dogodek pustiti za seboj. Jasmine je povedala, da je Saviona nazadnje videla doma 23. junija, ko je skupaj s skupino drugih vojakov odšel nazaj na bazo. Kasneje je prišlo na dan, da je bival v hotelu Comfort Inn v Fayetteville in da se je tam zgodil nenavaden dogodek. Plačal je za bivanje v hotelu do 25. junija, nato pa se je očitno odločil ostati še eno noč. Ko je poskušal plačati za podaljšano bivanje, je bila njegova kartica zavrnjena in prosili so ga, naj se odjavi. Toda Savion je to zavrnil in policisti so ga morali odstraniti iz sobe, nato pa so ga aretirali. Obtožen je bil nedovoljenega vstopa 2. stopnje in upiranja aretaciji, vendar so ga izpustili v varstvo vojaškemu naredniku, ne da bi plačal svojih $5000. Ko je 27. junija po telefonu govoril s svojo mamo, je povedal, da bosta z Jasmine na njeno željo vložila zahtevo za ločitev. Znano je, da je bil 29. junija okoli 6. ure zjutraj v Fort Braggu, saj so ga tam videli očividci.
Ko pa je prišel čas za zbor, se ni pojavil in od takrat ni bil v stiku z bazo ali katerimkoli družinskim članom. Od takrat je bil razglašen za samovoljno odsotnega, njegova družina pa je zaskrbljena zaradi njegovega duševnega stanja, saj je bil vajen redno vzdrževati stik, česar pa ni storil že več kot mesec dni. Njegova družina meni, da se mu je morda zgodilo kaj neprijetnega, zato so prosili vse, ki so ga videli, naj se javijo, da bi ga lahko izsledili. Opisan je kot oseba s črnimi lasmi in rjavimi očmi, visok približno 178 cm in težak okoli 122 kg. Na eni roki ima brazgotino, na zgornji levi roki ima tetovažo z imenom Jasmina, njegov sprednji zob pa je odkrušen. Vsak, ki lahko doda dodatne informacije o primeru Saviona, naj se obrne na vojaško enoto za kriminalistično preiskavo na številko 910 391 4911. Donny Osborne, mož 48-letne Cyrene Anderson, velja za osumljenca v njenem izginotju, za katerega se domneva, da se je zgodilo 12. maja 2026. Od takrat je niso več videli in obstaja velika zaskrbljenost za njeno dobrobit. Zadnja oseba, ki je govorila s sireno, je bila njena sestra, ki je povedala, da od 12. maja ni več slišala zanjo. Znano je, da je bila tisti dan v svoji hiši v Forestburgu v Južni Karolini, vendar so njena nadaljnja gibanja neznana. Takrat je Sirena delala kot oblikovalka kuhinj za Home Depot in je redno obiskovala cerkev Palmetto Point v Myrtle Beachu, kjer je spoznala Laylo Rule, s katero sta kmalu postali prijateljici, saj sta obe imeli zanimanje in izkušnje z oblikovanjem. Layla jo opisuje kot toplo, odprto in prijazno osebo, ter je dodala, da je prejela sporočilo na telefon, da je Sirena Popping grešena in tako je dobila slab občutek, saj je vedela, da Sirena nikoli ne bi po nepotrebnem zanemarila svoje službe. Resnost položaja je postala jasna, ko se Sirena 14. maja ni pojavila na delu in 5 dni kasneje je bila prijavljena kot pogrešana pri policiji okrožja Horry, ko je njena sestra obvestila policijo o Sireninem izginotju. Osborne je bil identificiran kot zadnja oseba, ki jo je videla, in trdil je, da je bil nazadnje v stiku z njo v njuni hiši med zaskrbljujočim srečanjem. Po njegovih besedah je Sirena tistega jutra nenadoma začela pakirati svoje stvari, nato pa je odšla na neznano lokacijo. Vendar so preiskovalci izjavili, da so med preiskavo našli dokaze, ki potrjujejo, da temu ni bilo tako. Dejansko so ugotovili, da ta opis jutranjih dogodkov neposredno nasprotuje dokazom, ki so jih našli. Policijsko poročilo je bilo sestavljeno potem, ko je Sirena stopila v stik s policisti in jih prosila, naj jo pospremijo do doma, da bi vzela svoje stvari. Bila je v izjemno paničnem stanju in je povedala le, da sta se z Osbornom verbalno sprla, dodala pa je še, da če bi povedala kaj več, bi pristala v zaporu. Toda ta izjava ni bila nikoli pojasnjena. Zdaj je prišlo na dan, da Osborna zadržujejo pri policiji v Wilmingtonu, potem ko so ugotovili, da je kršil prepoved približevanja in se ni pojavil na 2 ločenih sodnih obravnavah, njegova varščina pa je zdaj določena na $245,000 za ta primer. Med posledično preiskavo so ugotovili, da je Osborne 15. maja vozil svoj rdeči Ford F-150 skozi območji Supply in Bolton. To so ugotovili zahvaljujoč varnostnim posnetkom, ki so njegov tovornjak opazili v bližini Green Swamps v Brunswicku. Znano je, da pogosto potuje skozi Brunswick in New Hanover. Poročila pa pravijo, da je policija v tem območju letela z droni v iskanju Sirene. Osborne je zdaj uradno razglašen za osebo, ki policijo zanima v njenem primeru, preiskava pa še vedno poteka. Opisana je kot oseba s svetlimi lasmi, rjavimi očmi, visoka je 160 cm in tehta 75 kg, ko so jo nazadnje videli. Vsak, ki je videl Sireno, lahko prijavi opažanje na telefonsko številko za namige policijske uprave okrožja Horry na 843 9158 477. Številka 7. Primer izginotja. 30-letnega Benjamina Brubakerja, ki ga prijatelji in družina poznajo kot Bena, se je začel zmedeno, saj imata njegova mati in dekle nasprotujoče si zgodbe o tem, kdaj je izginil. Njegovo dekle vztraja, da so ga nazadnje videli okoli 6. oktobra 2025, medtem ko je njegova mati poročala, da je z njim govorila približno teden dni kasneje, 13. oktobra. Najpomembnejše dejstvo pa je, da ga že več mesecev nihče ni videl in ga je treba najti. Ben je diplomat srednje šole Ashland, v mestu Ashland v Ohio, kjer je tudi živel, ko je izginil. Pred svojim izginotjem je imel težave z zakonom, saj je odslužil kazen v zaporu, potem ko je bil spoznan za krivega vožnje pod vplivom alkohola. Toda njegovo dekle in družina so povedali, da si je do trenutka, ko je izginil, svoje življenje že uredil. Imel je redno službo in je ohranjal stik z materjo tako pogosto, kot je lahko. Denova sestra je povedala, da je izginil 13. oktobra tistega leta.
Njegovo dekle verjame, da je izginil 6. Na spletni strani generalnega državnega tožilca Ohia pa je kot datum izginotja naveden 30., kar je povzročilo veliko zmede. Njegova mama je povedala, da jo je Ben poklical 13. oktobra in je vprašal, ali ga lahko pelje v Worcester v Ohiu, kjer bi se moral zglasiti na sodišču. Njegov šef je potrdil, da si je ta dan vnaprej rezerviral prost dan, vendar je omenil, da bo tistega jutra prišel po svojo plačo. Vendar nikoli ni prišel na delo. Njegova mama pa je policiji povedala, da ga po njunem telefonskem pogovoru ni več uspela priklicati in mu zato ni mogla nuditi prevoza, kot je prosil. Tudi na sodišče se ni pojavil in od takrat nihče ni mogel stopiti v stik z njim. Preiskovalci so preverili njegovo telefonsko aktivnost in ugotovili, da je bil telefon nazadnje uporabljen 7. oktobra. Zato se domneva, da je res izginil 6. oktobra, kot je povedala njegova punca, vendar za njegovo odsotnost niso našli nobene razlage. Njegov šef je vedel, da je živel poleg Benove punce in je domneval, da tam živi tudi Ben, vendar temu ni bilo tako. Policiji je povedal, da verjame, da je par videl na njihovem dvorišču 14. oktobra okoli 6:30 zjutraj, vendar ona to zanika. Izjavila je, da nikoli nista živela skupaj in da je izginil teden dni pred tem datumom. Primer še dodatno zapleta dejstvo, da je Ben znan potem, da včasih izgine in se ne oglasi tudi več mesecev. Ko ga njegova punca ni mogla priklicati, je domnevala, da je odpotoval v New York obiskat prijatelja. Ko pa so opravili razgovor s njegovim prijateljem, je povedal, da Ben nikoli ni prispel in da že nekaj časa nista bila v stiku. Poleg tega je prišlo na dan, da je imel Ben nekaj čudnih izjav pred svojim izginotjem. Enemu od svojih prijateljev je povedal, da razmišlja o tem, da bi zapustil območje, potem pa se morda nikoli več ne bi vrnil. Začele so krožiti tudi govorice o tem, kaj bi se mu lahko zgodilo, vendar jih tukaj ne bomo omenjali, ker niso omenjene v policijskih poročilih. Ima blond laze in modre oči, visok je med 173 in 180 cm, ter tehta med 61 in 67 kg. Na hrbtu ima brazgotino in 2 tetovaži skupine Insane Clown Posse, eno na zgornjem levem in drugo na zgornjem desnem delu roke. Vsak, ki ima informacije, ki bi lahko pomagale najti Bena, naj pokliče šerifov urad okrožja Ashland na številko 419 289 3911. Njegova številka primera je MP 14105. Številka 6. 50-letna Sonia Marie Rouse je diplomirala na Akademiji Kenwood v Chicagu v Illinoisu in na Illinois State University študij pa je zaključila z diplomama iz komunikacij in novinarstva. Potem je dobila hčerko, vendar je žal začela trpeti za poporodno depresijo, zato je njena hči odšla živet k Sonjini materi. Zaradi tega stanja je začela posegati po določenih substancah in postala odvisna. Ko je poiskala pomoč zaradi depresije, so ji diagnosticirali bipolarno motnjo. Njena hči pa je še vedno živela pri babici marca 2016, ko je Sonja nenadoma izginila brez pojasnila. Takrat je živela s svojim fantom v Greater Grand Crossingu in veljal je za osumljenca v primeru njenega izginotja, vendar je umrl, preden bi preiskava Sonjinega primera lahko dosegla kakršenkoli napredek. Zadnjič so jo videli okoli 11. zvečer 5. marca. Priče so povedale, da je bila na odseku South Champlain Avenue pri hišnih številkah okoli 7500 v Chathemu, od takrat pa je nihče ni videl niti slišal ničesar od nje. Njena družina je preiskovalcem povedala, da je bil Sonjin fant v preteklosti večkrat nasilen do nje in jasno povedala, da ga je treba temeljito preiskati, saj so bili prepričani, da je imel prste vmes pri njenem izginotju. Njena mati je dodala, da sta se s Sonjo dogovorili, da se bosta nekajkrat na teden pogovarjali po telefonu in ko ji ni uspelo vzpostaviti stika, je takoj začutila, da je nekaj narobe. Tudi z nobenim drugim družinskim članom ali prijateljem ni imela stika, zato so zelo zaskrbljeni, da se je morda zgodilo kaj hudega. Medtem ko je preiskava potekala, so Sonjinega fanta pridržali zaradi nepovezane zadeve. Medtem ko je bil v zaporu, je eden od paznikov uredil, da bi ga detektivi zaslišali, vendar iz neznanih razlogov policija v Chicagu tega ni dovolila. Leta 2018 je bil končno izpuščen, 2 leti po njenem izginotju, vendar se je očitno vrnil k starim navadam, saj je zaradi zasvojenosti s prepovedanimi drogami izgubil življenje. Verjame se, da ga nikoli niso zaslišali, policija pa ni pojasnila, zakaj do tega ni prišlo. Sonja je še vedno pogrešana, opisana pa je kot oseba z rjavimi lasmi in rjavimi očmi, visoka 5 čevljev in 9 palcev, ter težka približno 77 kg. Običajno je imela kratke lase in morda je imela s seboj torbico, ko je izginila.
Vsak, ki ima dodatne informacije, naj kontaktira enoto Area 2 čikaške policije na številki 312 74 75 789. Številka Soninega primera je MP38261. Številka Pat. Izginotje 25-letne Karen O'Donohue nikoli ni bilo uradno razrešeno, vendar mnogi verjamejo, da je bila žrtev serijskega morilca Samuela Littla, ki je priznal, da je ubil 93 žensk. Znano je, da je Little odgovoren za vsaj 60 od teh primerov, vendar Karen nikoli niso našli. Little pa ni več živ, zato so imeli preiskovalci velike težave pri poskusu razrešitve njenega primera. Leta 1969, v letu njenega izginotja, je bila Karen stara 25 let in je živela v Springfieldu v Massachusettsu. Bila je zaročena, vendar po vseh podatkih zveza ni potekala tako dobro, kot je upala. Njena družina verjame, da je 2. julija tistega leta zapustila Springfield in odpotovala v njegovo rojstno mesto, ki ni bilo navedeno, da bi končala zvezo. A tja nikoli ni prispela in je niso videli v desetletjih, ki so od takrat minila. Na koncu so jo prijavili kot pogrešano, vendar ker preiskovalci niso vedeli, kje je izginila, to ni veliko pripomoglo k reševanju njenega primera. Vsako leto, ko so našli mrtvo neidentificirano žensko, so se Karenina družina bali, da je to Karen, vendar nikoli ni bila ona. Kar se tiče Littla, se je njegov nepredstavljiv val zločinov začel leta 1970. Identificirali in aretirali pa so ga šele leta 2012. Razumljivo je, da Karenina družina in nekateri preiskovalci menijo, da je bil Little odgovoren za njeno izginotje, vendar tega niso mogli dokazati. V letu 2018 ali 2019 je glavna pomočnica državnega tožilca okrožja Miami-Dade, Kathleen Hogue, sodišču predložila memorandum, v katerem je navedla, da je Little priznal, da je ubil Karen in še ene ženske, Dorothy Gibson. Dorothy je izgubila življenje leta 1977 in so jo našli mrtvo pred hotelom v Miamiju. Littla nikoli niso povezali s tem zločinom, vendar je svojemu odvetniku povedal, da je bil resnično odgovoren. Čeprav tega nikoli niso mogli dokazati, so oblasti verjele, da so bila vsa njegova priznanja resnična in da je bil eden najbolj plodovitih serijskih morilcev, kar jih je država kdaj videla. Povedal je, da sta se on in Karen srečala leta 1970 pred domom za duševno bolne. Uspešno je navedel posebne podrobnosti o njej, ki so njegovi izpovedi dale verodostojnost, naprimer to, da je delala kot medicinska sestra in imela določene zdravstvene težave. Vendar v primeru Karen ni na voljo nobenih dodatnih podrobnosti, primer pa do danes ostaja nerešen. Njena družina jo opisuje kot osebo s kratkimi svetlo-rdečkastimi lasmi in modrimi očmi, visoko 173 cm in težko 59 kg. Ima tudi brazgotino od presaditve kože na enem od prstov in še eno na trebuhu. Kdorkoli ve, kaj se je lahko zgodilo Karen, naj se obrne na policijski oddelek v Springfieldu na številko 41378 76300. Karenina številka primera je MP 10038. Številka 4. Teresa Lynn Fitton je bila stara komaj 18 let, ko je izginila iz Fort Lauderdale na Floridi. Njena družina pa je namignila, da je bila žrtev kaznivega dejanja. Ker pa njen primer nikoli ni bil rešen, to nikoli ni bilo dokazano. Leta 1970 je bila Teresa dijakinja srednje šole Stranahan in je imela v lasti zelenega Nash Ramblerja iz leta 1966. V prostem času je delala v hotelu o plaži in svoji družini povedala, da si želi postati oceanografinja ali umetnica. Bila je v razmerju z moškim, katerega ime ni bilo razkrito javnosti. In na dan njenega izginotja, 1. avgusta tistega leta, sta se par močno sprla. Okoli 13. ure je zapustila njuno stanovanje in rekla, da potrebuje zrak in da se mora pomiriti. Nato pa so jo videli, kako je vstopila v avto in se odpeljala. Verjame se, da je po odhodu iz stanovanja odpeljala do podružnične knjižnice Riverland, saj so tam našli njeno denarnico. Knjižnica je bila dokaj blizu njene hiše in bi bila popoln kraj, ker bi se lahko v tišini pomirila. Denarnica je vsebovala le nekaj fotografij prijateljev in preiskovalcem ni dala nobenih namigov o tem, kaj bi se ji lahko zgodilo. Teresina mati jo išče že več kot pol stoletja, vendar ima zelo malo sreče. Ona in Teresa sta bili zelo povezani, čeprav je imela tudi odnos z očetom, ki se je ločil od njene matere, ko je bila Teresa še mlada. Družina je doživela še en udarec, ko je njen brat izgubil življenje 2 leti potem, ko je Teresa izginila. Njena mati pa je travmo predelovala s pomočjo svetovanja. Skozi leta se je njena mati trudila, da bi primer ponovno odprli, vendar so ji vedno govorili, da je njena hči najverjetneje pobegnila od doma in noče biti najdena.
A njena mati se s tem ne strinja. Maja 2025 je Sunshine State Sonar, s sedežem v Tampi, napovedal, da bodo raziskali primer Terise. Lastnik podjetja je izjavil, da je med potopi, ko je iskal pogrešane osebe, pogosto naletel na stare avtomobile v vodi in da se je vedno nameraval vrniti na ta mesta. Zato se je, ko je izvedel, da je Teresa vozila starega Ramblerja, odločil, da njen primer potrebuje več pozornosti, kot jo je dobil v 5 desetletjih, odkar je izginila. Dodal je, da je že prej naletel na stare avtomobile v vodnem telesu, blizu Teresinega stanovanja, in upa, da bodo on in njegovi kolegi potapljači lahko razrešili to skrivnost. Lokacija se nahaja na Davie Boulevardu v Fort Lauderdale. Operacije pa naj bi se tam začele junija tistega leta. Ko pa niso našli ničesar, se je ekipa zavezala, da se bo vrnila na lokacijo in izvedla nadaljnja iskanja. Omeniti je treba, da Teresin fant takrat ni sodeloval s policijo. Nekateri preiskovalci pa menijo, da je bila žrtev umora, medtem ko je njena mati tudi ugibala, da jo je ugrabil serijski morilec. A njen primer ostaja nerešen. Teresa je imela jagodno blond lase in modre oči. Bila je visoka 1,85 m in je izginila, ko je tehtala približno 50 kg. Občasno je uporabljala tudi ime Bunny. Vsak, ki lahko doda informacije k njenemu primeru, naj pokliče policijo v Fort Lauderdale na številko 954 76 44 357. Njena številka primera je MP6 1061. Številka 3. Ni veliko ljudi, ki vedo, da je film All Good Things, ki je šel leta 2010 in v katerem igrata Kirsten Dunst in Ryan Gosling, ohlapno temelji na skrivnostnem primeru Kathy Durst, ki je izginila leta 1982. Katin mož Robert je bil dedič nepremičninskega bogastva, vendar je imel dolgo in burno zgodovino težav z zakonom, preden je umrl leta 2022. Leta 1973 se je poročil z obno higieničarko po imenu Kathleen McCormick. Zakon je nekaj let deloval dobro, vendar sta se na koncu odločila za ločitev. Nista se uradno ločila, vendar je kljub temu hitro nadaljeval svoje življenje. Istega leta je začel hoditi s Prudence Farrow, sestro Mia Farrow. In 31. januarja 1982 je Kathleen bila na zabavi v mestu Newtown v Connecticutu, ko je prejela telefonski klic od Dursta, ki je bil po mnenju drugih na zabavi izjemno jezen. Kathleen je nenadoma odšla, čeprav tega ni želela, saj je Durst ustrajal, da želi, da pride v kočo, ki sta jo delila na Manhattanu. Ko je zapuščala zabavo, je gostitelju Gilbertu Nahamiju povedala, da naj policijo obvestijo, če bi se ji kaj zgodilo. Potem, ko je Kathleen izginila, je Durst trdil, da jo je po prepiru tiste noči odložil na železniški postaji. Primer je ostal nerešen do leta 2000, ko so preiskovalci 24. decembra tistega leta dogovorili za pogovor s Susan Berman, eno od Durstovih prijateljic. A preden so to lahko storili, so Susan našli mrtvo v njeni hiši, potem ko je bila napadena s strelnim orožjem. Kasneje je bilo leta 2015 dokazano, da je bil za to odgovoren Durst in bil je obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Leta 2001 so ga aretirali zaradi tega, ker je ubil svojega soseda, Louisa Blacka, pri katerem je najel stanovanje pod pretvezo, da bo tam živela njegova nema svakinja. V tem času so ga opazili, kako je v restauracijah na tem območju nosil ženska oblačila, saj je bil na begu. Kasneje je priznal zločin, potem ko so ga izsledili, vendar je bil oproščen, saj je trdil, da je Blacku vzel življenje v samoobrambi. Leta 2015 se je Durst pod lažnim imenom prijavil v hotelu na Kubi in verjamejo, da je nameraval pobegniti iz države, da bi se izognil pregonu v primeru Susan. Aretiral ga je FBI v hotelu v New Orleansu. Leta 2021 je bil obtožen, da je ubil Kathleen, saj so bili preiskovalci prepričani, da je Durst odgovoren. Vendar je januarja 2022 umrl zaradi srčnega napada v zaporu. Za to primer Kathleen nikoli ni bil uradno rešen, čeprav je skoraj gotovo, da je bil Durst odgovoren. Prav tako so namigovali, da so mu pri prikrivanju zločinov pomagali nekateri prijatelji in družinski člani, vendar to nikoli ni bilo dokazano. Številka 2. Od njene nerazrešene izginotja leta 1989 so več kot 150 neidentificiranih žensk obravnavali kot možna ujemanja z 20-letno Tiffany Louise Sessions. A kljub letom preiskovalnih prizadevanj je nikoli niso našli. Februarja tistega leta se je Tiffany veselila novega poglavja v svojem življenju. Odločila se je, da se vpiše na univerzo na Floridi v Gainesvillu, kjer je nameravala študirati finance. Živela je v stanovanju izven kampusa in pogosto so jo videli, kako hodi na hitre sprehode po okolici. Popoldne 9. februarja je svoji sostanovalki povedala, da se bo kmalu vrnila, saj se je okoli 16:30 odpravljala na svoj običajni sprehod.
Ključe, denarnico in osebno izkaznico je pustila doma. Nazadnje pa so jo videli oblečeno v bel pulover s sivimi vodoravnimi črtami in napisom Aspen na sprednji strani ovratnika. Nosila je tudi rdeče trenirke, superge, zlato žensko uro Rolex in s seboj imela črn Sony Walkman. Ko se Tiffany do 22. ure ni vrnila s prehoda, je njena sostanovalka poklicala njeno mamo in ji povedala, da je njena hči izginila. Ko je policija prispela v stanovanje, niso našli nobenih znakov boja, zato niso verjeli, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Vendar je več ljudi se je oglasilo in prijavilo, da so nekoga, ki ustreza njenemu opisu, videli, kako se je pogovarjala s skupino ljudi, ki so sedeli v avtu na tem območju. Vendar niso mogli povedati, ali je vstopila v avto in nikoli ni bilo ugotovljeno, ali je bila to Tiffany. Policija njenega izginotja ni vzela resno in izjavila, da je verjetno šla ven s prijatelji in izgubila občutek za čas. A ko so dnevi prehajali v tedne brez kakršnekoli sledi, je postalo jasno, da se je Tiffany nekaj zgodilo. Toda do takrat so vsi morebitni dokazi verjetno že izginili. Potem je zapornik podal osupljivo priznanje. Michael Knickerbocker, ki je bil zaprt zaradi več grozovitih zločinov, je enemu izmed sojetnikov povedal, da je on odgovoren za smrt Tiffany. Dodal je, da jo lahko najdejo v reki Caloosahatchee. Toda njegove trditve so bile zavrnjene, ko je prišlo na dan, da je v času Tiffanyjega izginotja živel v Gainesvillu. Nadaljnja preiskava je oblasti pripeljala do prepričanja, da je bil za njeno izginotje odgovoren serijski morilec Paul Rouse. Leta 1989 je delal v gradbeništvu in bil zaposlen pri podjetju, ki je imelo sedež blizu poti, po kateri je Tiffany običajno hodila na svojih sprehodih. Na dan, ko so jo nazadnje videli, se ni pojavil na svoji izmeni, kar se je preiskovalcem zdelo sumljivo. Našli so tudi podatke v njegovem naslovniku, ki so ga odkrili šele leta 2013, v katerem je naredil skrivnostno omembo Elizabete Foster, ženske, ki so jo našli mrtvo približno miljo od kraja, kjer so Tiffany nazadnje videli. V naslovniku so našli tudi besedilo, ki se je zdelo skrivnostno in menijo, da se nanaša na datum Tiffanyjine ugrabitve, saj je vsebovalo zapis 2:9:89 številka 2, vendar to nikoli ni bilo dokazano in Tiffany še vedno pogrešajo. Opisana je kot oseba s rdečkasto blond lasmi in rjavimi očmi, visoka je 163 cm in tehta približno 57 kg. Ima odkrušen sprednji zob, brazgotino na levem prstancu in še eno brazgotino znotraj desnega ušesa. Vsak, ki ima informacije, ki bi lahko pomagale rešiti primer Tiffany, naj se obrne na šerifov urad okrožja Alachua na številko 3523 67400. Številka primera Tiffany je MP 2413. Številka 1. 21-letna Sophia Coetzee se je rodila v Amsterdamu na Nizozemskem leta 1993. Kot odrasla se je vpisala na univerzo v Amsterdamu, kjer je študirala medicino in leta 2015 diplomirala in pridobila diplomo prve stopnje. Nameravala je nadaljevati študij za magisterij, vendar se je predtem odločila vzeti eno leto premora. In isto leto je odpotovala v Kampalo v Ugandi, saj je bila usposobljena za pripravništvo kot medicinska sestra v tamkajšnji bolnišnici. Ona in še 5 drugih nizozemskih študentov je živela v hiši skupaj z nekaj domačimi mladimi, svoji družini pa je enkrat na teden poročala o svojih izkušnjah. Povedala je, da tam uživa in da je delo v bolnišnici, ki ga opravlja, zelo nagrajujoče. Po koncu prakse se je odločila potovati po Ugandi skupaj z nekaj drugimi študenti in si je uredila ugandskega turističnega vodnika, ki bi bil hkrati tudi voznik skupine. Odpravili so se na izlet po reki Nil in nato rezervirali prenočišče v študentskem izobraževalnem centru za noč. A takrat so se stvari začele zapletati. Že nekaj dni je skupina opažala, da se Sofija obnaša nenavadno, zato so njeni materi sporočili, da se bo naslednji dan vrnila v Kampalo. Ko pa so prispeli v nastanitev za noč, je Sofija povedala, da gre na stranišče, ki je bilo v ločeni stavbi. In potem, ko je odšla tja, je izginila in je nikoli več niso videli. Ko se ni vrnila, so njeni sošolci obvestili čuvaje parka, ti pa so jo tisto popoldne iskali, vendar brez uspeha. Naslednji dan so izvedli novo iskanje s pomočjo pasjih enot, helikopterja in več čolnov, pri čemer so njeno steklenico za vodo našli blizu rečnega brega. Območje so temeljito preiskali, vendar brez uspeha. Nato je v njenem primeru prišlo do preobrata. Naslednje jutro so isto območje ponovno preiskali. Tokrat je njen primer dobil bolj zlovešč ton. Našli so koščke blaga zvezane skupaj, razporejene na območju dolgem 40 metrov. Nekateri kosi so bili privezani na veje dreves in ko so jih vse zbrali ter sestavili skupaj, so tvorili eno od Sofijinih hlačnic. Kmalu zatem so našli enega od njenih čevljev, ki je bil presenetljivo čist, skupaj z vložki za čevlje, sončnimi očali in njeno torbico.
Njeno spodnje perilo so našli viseče na bližnjem drevesu, verjetno ga je tja postavila neznane osebe. Ničesar niso nikoli našli in usoda Sofije ostaja skrivnost. Ponujena je nagrada v višini 10.000 funtov za namige, ki bi pripeljali do razrešitve primera Sofije. Vse takšne informacije lahko pošljete na tip@peterrdevries.nl. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.